Tako kot v življenju, tudi v športu stvari potekajo v ciklusih. Ob gospodarskem razcvetu je denarja v športu več. Klubi si lahko privoščijo dobre tujce, ki v povprečju stanejo 3-krat več od domačega igralca. Slednji so tako postavljeni na stranski tir in njihov razvoj je upočasnjen. Ko pa klubi nimajo denarja, vse sile usmerijo v lasten kader. Mladim v tem primeru nihče ne odžira minutaže, saj uvoženih igralcev ni. To je za njihov razvoj boljše pa je tudi za slovenski šport. Nekaj podobnega se že vrsto let dogaja v slovenski odbojki, najbolj očitno v Kanalu. Tam že dlje časa upe polagajo na doma vzgojene talente, ki jih zaradi odbojkarske kulture in tradicije v kraju ne manjka. Začeli so postopoma, na zadnji tekmi proti Krki pa so že 4/6 postave na terenu predstavljali najstniki. Da gre za obetavne mladce, so dokazali sami. Novomeščane so odpravili ekspresno s 3-0 in gostje so sobotno popoldne dlje časa preživeli na poti kot v dvorani. Ta država ni tako velika, da bi bilo to kakšno posebno potovanje, teh potovanj smo navajeni. Ne vem, kaj je bilo danes. V glavnem odigrali smo daleč najslabšo tekmo v parih letih. Zdaj, če je to res najslabše, kar smo lahko odigrali, mogoče bo tudi to koristilo za naprej. Jaz mislim, da smo z našo igro pokazali, da moramo zmagati vsake. Predvsem smo dobro odservirali in v obrambi ter v napadu naredili svoje, kar moramo narediti na vsaki tekmi. S tekmo v tekmo ratavamo zmeraj boljši. Predvsem pa imamo nekaj težav s poškodbami določenih igralcev, nosilnih igralcev in mislim, da ko se bo to zaključilo, bomo še boljši, kot smo sedaj. Primorci so zmago potrebovali kot kruh. Po 2 zaporednih porazih so se želeli izviti iz primeža negativne serije in to jim je docela uspelo. Odlično so igrali na celi črti. S prijemom niso imeli težav, blesteli so v napadu pa tudi v bloku. Pri začetnih udarcih niso delali nepotrebnih napak in na koncu so Dolenjce poslali domov po dobri uri igre. Mladi so igrali, kot da bi za seboj imeli že vrsto pomembnih tekem. Osredotočenost so obdržali skozi celotno srečanje in niti za trenutek niso pustili vajeti iz svojih rok. Tudi pri Krki so sicer igrali mladi, ki pa so bili daleč pod ravnijo njihovih primorskih kolegov. Mladi igralci, kar se tega tiče, popolnoma so dokazali, da si zaslužijo moje zaupanje. Zdaj, problem s poškodbo je samo pri Liberu, medtem ko je trenutno Irinej Kernel v boljši formi kot Krivec, tako da je dobil priložnost. V Kanalu letos ciljajo na 4. mesto, ki ga bodo verjetno dosegli brez težav. Nekaj lažjih glavobolov povzročajo poškodbe, saj letos niti ene tekme še niso odigrali vsi zdravi. Dolgoročno, pa bolj kot poškodbe, Salonit lahko skrbi, kako bodo v klubu zadržali svoje največje talente. Ker od športa lahko živijo samo redki izbranci, se vse več mladih namreč odloča za šolanje in službo. Trenutno se večino vsi igralci v tem pomanjkanju denarja bolj odločajo za kraje, kjer imajo možnost tudi študirati, tako da trenutno prosperirajo ACH, Kamnik pa Triglav, ki so blizu Ljubljane. Oni najlažji način pridobivajo igralce, z eno majhno štipendijo se da omogočiti študij. Tako da z tega vidika smo kar malo še te napovedi, da se bo univerza umaknila z Gorice, tudi ni lih obetujoča, kar spremljamo. Salonit, ki je zaenkrat 3., bo naslednjo tekmo igral v sredo v Mariboru.